Živijo, Borut Lesjak tukaj. Podelil bi rad kratek uvid po meditaciji, kar pogosto počnem. Če prvič gledaš ta posnetek, potem poišči tudi ostale, kar nekaj jih je že. Na moji Facebook strani Celjenje, ali pa me lahko najdeš prek spletne strani borutlesjak.si. Kar pa želim podeliti, je pa to, kar sem izkusil ravno kar med močno meditacijo. In sicer že dlje časa učim in ta petek zvečer imamo celo skupino Celjenje na daljavo na temo moči izbire. In na kratko gre za to, da imamo v sebi neskončno moč zavesti, moč samoljubezni, s pomočjo katere se lahko premikamo v razpoloženje po izbiri. Se pravi, naši odzivi na zunanje okoliščine ali pa na notranje, se pravi na naša čustva, stanja, so naša izbira, naši odzivi so naša izbira. In včasih je to izredno težko verjeti ali pa uresničiti v praksi. Jasno, saj pravzaprav se to sliši skoraj nemogoče, ne? Kar želim poudariti in tudi naučiti s pomočjo te metode celjenja, je, kako lahko z razvojem zavedanja in samoljubezni v svojem srcu prideš do te svoje lastne moči, kar pravzaprav po definiciji tudi pomeni do zmožnosti uresničiti ta premik v drugo razpoloženje ali pa še karkoli drugega. No, in eno od podvprašanj tukaj bi lahko bilo, a pa je to sploh človeško, ali to sploh res želimo, da se premikamo, da ni to beg, če smo pravzaprav slabe volje ali pa žalostni in se potem premaknemo v neko super dobro voljo in veselje, ali ni bil to beg v neko slepilo, ali ni to samo zanikanje, tako kot pri odvisnostih, ko iščemo neko trenutno potešitev. In ja, lahko je tudi to beg. Vsako stvar lahko izkoristimo kot beg v zanikanje. Ampak bistvo, ki ga želim prenesti s to temo, je, da mi pravzaprav spremenimo zgolj svoj odziv na svoja čustva. Ne, da bi, če si pristno žalosten, ker se ti je nekaj v življenju zgodilo ali se ti dogaja, potem je verjetno najbolj zdravo in človeško, da ostaneš s to žalostjo, kolikor le lahko. In če je žalost pretežka, ker tudi taki primeri se nam žal pripetijo, moramo pobegniti v zanikanje, ker to je naravni mehanizem, obrambni mehanizem. Kadar pa podoživljamo stare travme ali pa celo podedovane vzorce, je pa škoda naše energije, našega časa, da bežimo. Škoda je, da takrat ne ostajamo v svojem razpoloženju. In nadaljujem po kratki prekinitvi. Prekinil me je moj sin in izkoristil bom ta pripetljaj, da še bolj plastično ilustriram, o čem pravzaprav govorim. Namreč ta prekinitev me je celo razjezila, ker niti ni pomembno zakaj. Me je razjezila in prekinil sem snemanje, ampak ga zdaj nadaljujem. In
želim povedati to, da kadar nas kakršnekoli okoliščine spravijo v situacijo, kjer se ne znajdemo, odkoder želimo ubežati, je v redu je tudi, če to naredimo. Vse smo ljudje. In potem je veliko vprašanje, ali imamo izbiro premakniti se spet nazaj v dobro voljo, ali pa v neko nevtralno razpoloženje, ali pa v karkoli, kjer lahko normalno živimo naprej, karkoli že pomeni za nas normalno. Torej, ne gre za beg, ampak gre bolj za to, da ne ostajamo v stanju brez moči, v stanju največkrat namišljene nemoči, vse veste, v tistem stanju, ko dnevi tečejo, pa ne naredimo nič, ali pa se počutimo slabo, se počutimo, da nismo za nikamor in da nimamo nobene energije. Tako da, če vzgojimo zadosti zavesti, da se v takih težkih trenutkih spomnimo na to svojo moč, da jo začutimo, da začutimo tok, da začutimo in se zavemo, da je pravzaprav naša izbira, kako se bomo odzvali na ta trenutek zdaj, na ta trenutek jeze, na trenutek česarkoli že. In če si izberemo, da želimo biti spet v svoji produktivnosti, spet v zmožnosti nekaj ustvariti, recimo do konca posneti prispevek ali pa napisati nekaj ali pa popraviti pipo, ki pušča, ali pa peljati avto na menjavo gum ali pa karkoli, kar je v življenju treba postoriti, pa se počutimo, da smo preveč down, da smo preveč slabe volje za to, da bi se tega lotili, vam povem, da ni nujno, da je tako. In ja, seveda, če si izbirate ostati v slabi volji ali pa v žalosti, mogoče v, kako se reče, žalovanju, je to lahko vaša upravičena in pravilna izbira. In ne govorim o ločevanju med dobrim in zlim ali pa slabim, sploh ne. Govorimo o izbiri in o tem, ali se zavedamo, da jo imamo. Ne? In jaz mislim, da jo imamo, mislim, da se lahko vsak trenutek znova vprašamo, kaj pa pravzaprav zdaj hočem, kaj želim izkušati, kam želim iti, kaj želim narediti, ali želim počiti, se spočiti, se napolniti in počakati na jutri, se malo počasniti. Vse to so super izbire. Ali pa želim ugotoviti, da je bil trenutek jeze, moj izbruh pravzaprav nekaj zelo naravnega, da se ni treba obtoževati zaradi tega, da mi ni treba misliti, da sem nekaj zelo narobe naredil in da mi ni treba v te občutke vlivati vse svoje preostale energije, ampak jo lahko usmerim v nekaj drugega, kar je moja izbira. No, veliko teorije, ampak verjamem, da šele v praksi, skozi metodo celjenja, lahko začnemo s tem živeti in to pripeljemo v svoj vsakdan. Tako da hvala lepa in smo na zvezi. Adijo.